Pozdravljeni, jaz sem že spet Janin, tole je pa že spet oddaja Filozofija. Zakaj pravim oddaja? Takile oddaji, kot jo gledate pravkar, ponavadi pravijo blog ali pa vlog ali pa podcast ali pa kaj takega, silno moderne besede in vsakemu se strašansko nobel zdi, če ima kar naenkrat zdaj podcast, ne pa navadno oddajo. Večina teh podcastov, pravzaprav je tako, podcasti so bili prvotno samo radijski, se pravi samo poslušal si jih, to so bili audio oddaje. Video oddaje podobne temu, njim se reče vlog, pač video blog, nekaj kar sam objavljaš, kar ni na televizijah, ampak si ti sam ustvarim in potem objavljaš na raznih platformah, od Facebooka in YouTubea do TikToka in koliko jih je še. Skratka, jaz sem, tisti, ki me poznate, veste, da sem se precej ukvarjal tudi s televizijo, pa sem imel podobne oddaje na raznih televizijah, tako da jaz kar enostavno rečem vsemu temu oddaja, vi pa napravite s tem, karkoli pač hočete. Ok, ukvarjamo se s filozofijo, smo rekli, ne? No, če ste gledali zadnjič prvi del, potem smo se spraševali malo o tem, kaj je svet in kaj je človek. Pa smo rekli, da je vprašanje, kaj sploh je svet, kako se je svet začel, zakaj se je začel, kdo ga je začel, s kakšnim namenom ga je začel, kako funkcionira, ali se bo kdaj končal in če se bo končal, kaj to pomeni. Spraševali smo se, kaj je človek, kakšno je človekovo mesto v svetu, kakšen je smoter in smisel človeškega življenja, ali smo na svetu zaradi tega, da bomo s tem kaj dosegli, ali smo čisto slučajno se pač enkrat rodili in bomo umrli in ne bo za nami ostalo nič. Če pa bo kaj ostalo, kaj pa se bo zgodilo s tistim, kar bo ostalo? Ali bo šlo v nebesa, ali se bo razvilo v kaj višjega, ali bo postalo nekaj božanskega, ali bo postalo nekaj negativnega, satanističnega, ali pa ne vem, kaj je še vse. Kakšno človekovo mesto torej v svetu, kaj je človekova duša, ali sploh imamo dušo, in če imamo dušo, ali je to isto kot duševnost, ali je pa nekaj več, ali je to nekaj, kar je prišlo v naše telo od nekod in bo nekam šlo potem, in tako dalje, in tako dalje. Verjetno veste, če ste hodili v kakšno šolo, da se je filozofija začela v 6. stoletju pred našim štetjem. Kje se je začela? Na 3 koncih pravzaprav. V Grčiji, v Indiji pa na Kitajskem. Do takrat se je človek tudi spraševal vse to, kar se še danes sprašujemo. Ampak o vsem tem je takrat razpravljala, danes temu pravimo mitologija oziroma različne vere ali kakorkoli že. Kaj so sploh to? Kaj je to mitologija? Več vrst jih imamo. Zdaj je značilen nekakšen animizem. Animizem to pomeni, naprimer, da so stvari žive, da je v osnovi sami življenje, še celo grški materialisti so verjeli nekaj takega, da nas vodijo nekakšna božanstva ali pa mogoče eno samo božanstvo. Nekateri pač enim variantam se pravi totemizem, se pravi, da imajo določene bitja ponavadi, največkrat kakšne živali ali pa celo rastline, ali pa včasih tudi duhovi, nekakšno vlogo v svetu s tem, da vodijo vse skupaj. Recimo nekatera plemena so si izbrala vsako svoj totem, ali je to kakšen orel, ali medved, ali lev, ali ne vem kaj, in so verjeli, da bo tisti totem njim samim dal tudi večjo moč. Druga varianta se imenuje fetišizem. Fetišizem je pa malo drugačen, tisti pa ne verjame, da je živo bitje, se pravi orel ali pa medved, tisti, ki ima posebne moči, ampak predmeti. Za današnje fetišiste ste slišali veliko in ta beseda ima že malo drugačen pomen. Pač ljudje določenim predmetom ali pa, skratka, tukaj je polno variant, ampak recimo predmetom pripisuje posebno moč. Šamanizem ste verjetno kdaj slišali. Kaj pa je to šaman? Šaman je pravzaprav vrač in temu bi mi po slovensko lahko rekli vračizem, ampak to je čudna beseda, zaradi tega potem uporabljamo besedo šamanizem. Ta beseda je pa tunguzijskega izvora, ne boste verjeli.
Tunguzi so pa eno zanimivo ljudstvo čisto na severu Evrope in šamani potem verjamejo, da so določene osebe, ki imajo večjo moč kot ostali. Po angleško se temu pravi medicine man, tisti, ki znajo zdraviti, včasih z dotikom, včasih znajo izbirati kakšne posebne snovi, recimo rastline ali pa živalsko kri ali pa karkoli že, ali pa predmete, ki nam bojo prinesli zdravje, skratka, da obstojajo posebne osebe, ki imajo večjo moč kot ostali. Misticizem je spet ena taka beseda. Ta beseda se ponavadi napačno uporablja. Tisto, kar ponavadi ljudje mislijo, potem, takrat, ko rečejo misticizem, je pravzaprav magičnost oziroma magija. In da je nek kraj mističen ali pa ne vem kaj, to je narobe. Misticizem ni nič povezan s kakšnim krajem ali pa ne vem čem. Tisti kraji so lahko magični ali pa skrivnostni ali pa ne vem kakšni. Misticizem pomeni, da ima človek možnost direktnega kontakta z višjim svetom. Ali da se lahko direktno pogovarja z duhovi, ali se lahko pogovarja z angeli, ali se lahko pogovarja celo direktno z Bogom. Cerkvi to ni nič kaj preveč všeč, pa ne samo naši cerkvi, ampak katerikoli cerkvi, ker cerkev je zaradi tega na svetu, da bo nam prodajala vero. Se pravi, oni sami zase pravijo, da poznajo Boga in da poznajo vse božje skrivnosti, mi moramo pa plačati zaradi njim, zato da bomo izvedeli vse tisto, kar oni vejo. Tako da oni nimajo radi, da se direktno pogovarjamo s kakršnim koli višjim svetom. Torej ne marajo mistikov. Mistikov je bilo pa v zgodovini veliko in kot veste, različne uradne vere so se vedno borile proti njim. In to najlažje je, da takega, kar lepo skuriš na grmadi ali pa na kakšen drug način prikrajšaš za življenje, pa kot prvo boš s tem nagnal strah v kosti vsem ostalim, kot drugo se ga boš pa znebil, pa ti ne bo več metal polen pod noge. Podobne stvari dela tudi politika, pa še marsikdo. Skratka, človeška družba je pestra. Torej, še enkrat ponavljam, misticizem pomeni, da ima oseba, človek ali z meditacijo ali pa s kakšnimi posebnimi obredi možnost direktnega kontakta z višjim svetom. Zdaj, filozofija sama se razlikuje od vsega tega misticizma s tem, ali pa od recimo religije, v tem, da poskušajo na logičen in znanstven način odgovoriti na vsa tista vprašanja. Ampak nažalost, znanost ima možnost eksperimentiranja, znanost je egzaktna in empirična, filozofija pa ne more biti. Zakaj ne? O tem se bomo kdaj drugič pogovarjali, ampak filozofija, njene metode so enostavno logično sklepanje, indukcija, dedukcija, razčlenjevanje, povezovanje, logično razmišljanje in tako naprej. Poskušajo razložiti vse stvari na tak način, da ne bo zraven enostavnih razlag. Naprimer, zakaj grmi? Zato, ker Bog tako hoče. Zakaj je mama umrla? Zato, ker je Bog tako hotel. Zakaj so vojne na svetu? Zato, ker božanstva to hočejo in tako dalje. Skratka, ne razlagati stvari na ta način, da rečeš, jaz ne vem, Bog pa ve, ker je bolj pameten kot jaz, ali pa bogovi, ali pa karkoli že. Pač pa se filozofija zmeraj poskuša približati resnici na čim bolj logičen način in to so začeli že v 6. stoletju pred našim štetjem, kot rečeno. Kako so to počeli, bomo pa pogledali kdaj drugič, ker je za danes spet dovolj. Tako, lepo se imejte in adijo.